Je kakšna razlika, ker sem odgovoren za prenovo ali ne? Duhovnik. Torej, bi res prosil, da bi na začetku našega srečanja se priporočili naši nebeški Materi Mariji. O Gospa moja, o Mati moja, Tebi se vsega dovolim in da se ti v danjega izkažem, ti danes posvetim svoje oči, svoje očesa, svoje usta, svoje srce, sebe pa polno vsega, ker sem torej tvoja dobra mati, varuj me in pravi me, kakor svoj las in posvest. Amen. Ampak je res tišina tukaj? A ste vedeli tako tiho? Tudi doma? Torej, 5. teden je že to in vsi ustrajate. Mene mi zanima zdaj statistike, ker sem odgovoren. Kdo je prvič na tem seminarju? Dva. Vi ste že potem bili na teh seminarjih, torej poznate, kako potekajo te seminarji? Hvala za to. Bom samo dvakrat odgovoril, da. Torej, 5. teden je, sledite še 2 tedna, naslednji teden bo molitev nad posamezniki oziroma izlitje Svetega Duha. Potem pa 7. teden pa hoja za Gospodom oziroma hoja v Kristusu, kar pomeni, da to traja do konca tega zemljskega življenja. A se za to odločili, da se bomo spreobrnili, sprejeli Jezusa v naše življenje in tako tudi živeli. Vseh skupaj nas čaka v nebesih Bog, torej res bi želel, da bi hrepeneli po svetosti, da bi bili pri Gospodu in ga slavili kot se ga zdaj tukaj 20 minut. Torej, jaz imam temu, kaj je izlitje Svetega Duha. Torej, ta krst v Svetem Duhu pozdravlja človeka na duši, duhu in telesu. In to se mi zdi res zelo pomembno, kako je Sveti Duh zdravnik, ki nas ozdravlja oziroma nas osvobaja. In seveda so različni izrazi za krst v Svetem Duhu oziroma izlitje Svetega Duha. Ampak meni je bolj močna, bolj taka konkretna stvar je osvoboditev v Svetem Duhu. Ne osvoboditev Svetega Duha, ampak osvoboditev v Svetem Duhu. Velikokrat smo ljudje res v nekaj ujeti in smo nesvobodni. In nas to res ovira naši življenjski poti. Torej, izlitje Svetega Duha ni nobeden nov zakrament ali zakramental. Nič novega. To se je dogajalo že v prvi cerkvi. Vemo, najbolj vidno znamenje bo takrat na binkoštni dan, ko se je razlil Sveti Duh na apostole, prijeli so ga že prej seveda, ampak potem so šli na ulice in razanjevali in pričevali za Jezusa. In tudi, če kdo misli, tukaj ni nobene magije, ampak samo Božje delovanje, oziroma milost. Milost Boga, ki deluje v našem življenju. Kdaj smo prijeli Svetega Duha? Pri krstu. Kaj pa pri birmi? Pri birmi smo prijeli Svetega Duha ali pri krstu? Hvala. Torej, Svetega Duha smo prijeli pri krstu. Pri birmi je samo potrditev, dar Svetega Duha. Torej, smo vsi krščeni tukaj.
se še spomnite dneva, ko so bili krščeni, datum? Bravo. Ampak to veste, da je zelo pomemben datum krsta. Zelo pomemben. Tisti dan smo vstopili v cerkev, tisti dan smo prijeli novo belo oblačilo, smo postali boljši otroci. Vsi vemo, kdaj smo rojeni, ne? In takrat praznujemo in se doma je in pije, se vrti že zjutraj od dojke. Ampak ko je pa god, oziroma dan krsta, pa se ne spomnimo tega. Ampak zelo pomembna stvar. In si lahko že danes zahvalimo našim staršim, da so nas pripeljali v cerkev, da so nas dali krstiti. Potem je drugi sakrament je obhajilo. Spet, a vemo datum svetega obhajila. Spet pomembno dan. Prijeli smo prvič Jezusa v srce. In potem tretji je pa sakrament svete vere, potrditev dar svetega duha. Torej, 3 sakramenti uvajanja, ki nam res pomagajo v tem zemljskem življenju. Zakaj? Da pridemo do svetosti, da pridemo k Bogu. In ovire imamo na tej zemljski poti, ovire. Ampak Sveti Duh vedno deluje v nas. Prav ta naša grešnost, včasih ne doživljamo Boga, ko nimamo več tega čuta do vere, do cerkve, ko postajamo mlačni, ko res rečemo Sveti Duh, ne potrebujem te sedaj. Ja, dejansko Sveti Duh čaka, da mu spet dovolim, da prije do mene in da začne spet delovati. Ampak Sveti Duh je v naši notranjosti. Tista dne, ko smo prijeli Sveti krst. In Sveti Duh deluje popolnoma identično kot Jezus. To so 3 Božje osebe kot Bog. Torej, če poznate tisto prispodobo, ko Bog oziroma Jezus trka na naša vrata. Ampak če Bog trka na naša vrata, treba vrata odpreti, da vstopi Jezus v naše srce, v naše življenje. In isto Sveti Duh prav tako trka. In je vedno trka. Ker ti mu ni vseeno za vsega izmed nas. Mu ni vseeno. Vsak izmed nas je dragocen. Vsak izmed nas mu nekaj pomeni. Vsak izmed nas ima rad in že najboljši. Jaz pa vseeno včasih dam na stranski tir. Tudi to, da res premalo kličemo Svetega Duha. Aktualno je vedno ta naša politika, ne? Ko vedno govorimo čez naše politike, kako ne znajo soditi, kako ne znajo vladati, kako so nesposobni. Ampak, a smo daj pomisliti, da mi kličemo Svetega Duha na njih? To se mi zdi ena pomembna. Isto je tudi za njih. Kaj vse nam obljubijo pred volitvami? Kaj vse bojo storili v materialnih stvareh? Nikoli pa ne rečijo, z Bogom bomo to storili, pa v Svetem Duhu bomo en zakon naredili. Kako lepo bi bilo, da bi zjutraj v 8 uri, ko pridejo v parlament, bi zapeli pridi svet. A ne bilo lepo? Bi potem cel dan bili v duhu. In bi marsikaj bilo spremenjeno, ampak tukaj zdaj ne gremo čez naše politike, ampak govorim o delovanju Svetega Duha. Ko kličemo Svetega Duha nase, Sveti Duh deluje. Če pa Svetega Duha ne kličem na sebe, če mu ne dovolim, da on vodi, da on usmerja moje življenje, delam vse sam. In to se mi da res škoda. Zakaj ne izkoristimo te možnosti, ki nam je Bog jo dal Svetim krstom? In prav ta pesem, ko je, ne znam peti, ker nisem pevec, ampak ko se vedno poje to pridi Sveti Duh, je prav prvo, daj mi prvi dar modrosti. Prvi je dar modrosti. In potem so ostali darovi. Sveti modrost je tista, ki nam pomaga voditi in usmeriti po poti. Modrost je tista, ki mi daje razumeti, kako naj se odločim v vsaki stvari. Modrost je tista.
In zakaj spet ne kličemo Svetega Duha, Gospod, daj mi ta dar modrosti, ki sem ga prijel pri sveti Birni, da s tem vodim in se usmerim v življenje. Ampak ne, raje rečem, bom sam to uredil. Ali pa kolikokrat imamo odprt radio, internet, pametni telefon in informacije kar srkamo. Ko si kakšna aplikacija spremeni, pa hitro sem jaz tisti, ki jo hočem prvi videti, slišati, ne? A ne bilo boljše, da bi ravno obratno, namesto da dobite zemljske informacije, da Svetega Duha kličem, kaj mora zdaj storiti, zakaj se mora sedaj odločiti. Kdor posluša, sami veste, kdor poslušate informacije, ki so po televiziji, človek je napet, je nemiren, ali pa kdor bere tele razne rumeni tisk, a človeka to zadovolji. Nisem pa še nikoli slišal, kdor je bral Svetopismo, da je bil nezadovoljen. Veste sami, da če berete Svetopismo, se človek dejansko res umri, ki je napisano v moči Svetega Duha. Mislim, da je res zelo pomembno in potrebno, da damo Svetega Duha na prvo mesto v mojem življenju. Pa vse kako zdaj? A ni mož ali pa žena na prvo mesto? A ni Bog? Sveti Duh je tretja Božja oseba, je tretji Bog. Da damo na prvo mesto, da mu damo najvišjo čast. Kolikokrat se zgodi in slišim ljudi, ko pravijo, klical sem Svetega Duha pri pomembni odločitvi in sem se odločil tako, kot mi je Sveti Duh narekoval. In je bilo pravilno in blagoslovljen in uspešen. Tudi velikokrat rečem župljanom, ko se z nekom pogovarjam, zakaj ne kličem Svetega Duha na to osebo? Ker pa če nekdo gre, ne vem, na izpit, ali pa za iskat za službo, vse drugo pomislim, ne, da bi pa klical Svetega Duha na to osebo, pa nas, da bom umirjen tam pred to osebo. To pa ne. Pa imamo v sebi. Ni treba nič nositi s seboj. V sebi imam Svetega Duha. Ampak ne, raje bom sam storil. Velikokrat rečeš ti, vem, da imaš toliko dela, Sveti Duh, te bom dal na strani. Še posebej zdaj v mesecu maju, juniju, ko škof hode po naši škofiji, po župnijah in podeljuje sakrament Svete Birne in ima preveč dela, ne? Potem jaz ga ne smem še dodatno obremenjevati. Ampak ne, Sveti Duh čaka in trka na naša vrata. Ali sem pripravljen mu odpreti vse to? In poglejte, Sveti Duh nam dejansko res pomaga v našem življenju. Nam lajša to življenje. In kdo bi si tega ne želel? Kdo bi si ne želel, da bi v miru živel, da bi bil spravljen z bližnjim, da bi se pogovarjal v miru. In ravno to je delovanje Svetega Duha. Sami veste, če sem z Bogom, sem blagoslovljen, sem zadovoljen v sebi, na zunaj kažem to veselje. Sami veste. Če pa nimam v sebi Boga, vidim samo črno, same napake, začnem kritizirati že zjutraj, ko ostanem, mi že moti, ne vem, da žena ni skupila kave. Ampak Boga imam v sebi. Prijel si. Spomnim se, sedaj je že župnik, ampak vedno, ko smo bili kaplani, smo bili vizijo naprej, kaj vsi bomo storili, ko bomo župniki, kaj vsi bomo uredili, začeli bomo z obnovo cerkve, potem bomo
župnišče popravili, pa ne vem kaj še vse. In vemo, malce hec, malce resno, ampak je rekel, ta duhovnik, ko prišel pred Jezusa, dragi Jezus, vidim, da si obremenjen, da imaš veliko dela s to župnijo, ampak pusti mene, pa mesto uredil danes, oziroma v tem času, ko bom jaz tukaj župnik v tej župniji. In verjamem, da je marsikaj storil, ampak kdaj? Ko je dovolil, da je Jezus odpočil. Ko je dovolil, da je kričal pred najsvetejšim in je marsikaj uspel in storil, ne pa bom jaz to storil. Kaj je človek? Kaj lahko naredi človek? Ponoma nič. Vedno govorim, kot tudi Svetopismo pravi, čez noč se lahko vse spremeni. Čez noč. Lahko samo en klic. Pravno danes, ko sem prihajal sem skozi, si je tam na Unču, bila policija, gasilci, vedno nekaj se je zgodilo v gozdu. 1 sekunda je bila in sem bila vedno nesreča, ne vem kaj. In kako lahko spremeni življenje človeka in celotni družini in vsi. Ali sem pripravljen takrat sprejeti to odločitev, to nesrečo, to nezgodo? Če imam Boga v sebi, če imam Svetega Duha v sebi, laže. Normalno, da je bolečina, izguba, pak lažje to stori. Zato se mi zdi res, še enkrat bom ponovil, da imam Svetega Duha v sebi in da Svetim Duhom vse to počnem. In zelo pomembna stvar je ta osvoboditev. Velikokrat smo nesvobodni. Nas marsikaj moti in bremeni. Tudi jaz sem bil zelo preden fantek. Vse zakramente sem prejel. Tudi po birmi sem potem redno hodil v Sveti maši vsako nedeljo, ampak pred tem je bilo moram hoditi k Sveti maši. Ko sem prihajal domov pozno zvečer oziroma zgodaj zjutraj, mamo sploh ni zanimalo, kdaj sem prišel domov, v kakšnem stanju sem bil, ampak je bilo med Sveti maši pošel. Ampak nisem bil tam svoboden. Ujet sem bil v marsikatero stvar. Bil sem nesvoboden, ampak sem bil tukaj v cerkvi in verjamem. Danes gledali, tudi to je bilo potrebno. Bil sem v cerkvi, bil sem pri Jezusu, nesvoboden. Kolikokrat si misli človek, saj name ni rešitve, zame ni več možnosti se popraviti, spremeniti. Je? Je. Če mene sem smilil Bog, jaz ne vem potem, da za vas ni rešitve. Je. Ampak pravno to je, ko človek v marsikaj ujet, ne more preko tega. In vem, da sem tudi jaz velikokrat razmišljal o tem, kaj naj storim. Pa se je vsak vikend ponovilo, vsak vikend slabš. Ampak, ko sem bil priseben, to verjetno samo sreda ali pa četrtek, se je rekel, zdaj pa bom. Ampak spet je prišel vikend. Se je rekel, to ni več rešiti. Ampak se me je Bog res usmil. Bog me je dejansko res osvobodil vsega tega. In prav po izlitju Svetega Duha, torej, vedno ste že slišali mojo zgodbo, ravno to, kar se je zgodilo v Prelemonianu. Danes se vedno sprašujem, kako sem prišel do tega trenutka, kaj vse je bilo okrog mene, da so me spravili v Prelemonianu. Tukaj je bilo res delovanje Boga, Svetega Duha. In da tam na tem seminarju nisem sodeloval. In da je Bog še vedno me čakal. In da sem tudi tam v Prelemonianu izkoristil možnost in prilike, ki so mi bile dane. In Bog me čaka.
Čakal me tudi tako, da mi je tam neutralno, tisti, ki ste bili tam, čakal duhovnik, pokojni Igor. In ne vem, koliko let nazaj sem bil pri sveti spovedi in sem se takrat pri njem v Prelemonjavu, ki bi se lahko doma v Biljani spovedal, ne, tam sem se spovedal. In takrat, ko sem se spovedal, sem bil svoboden, ampak tega nisem še doživljal, nisem še podoživljal tega Boga. In potem naslednji dan, niti 24 ur ni bilo tega, ko so molili nad mano, pa nisem nikoli vedel, ne kaj je izlitje, ne kaj je seminar, ne kaj je sveti duh. Vedel samo to, da je nedelja, da treba sveti maši, samo to sem vedel. Ampak, ko sem pa slišal ljudi, da bi se spreobrnili, samo to, sem ponovil. Se bom pa še jaz spreobrnil, ampak besede nisi vedel, kaj pomeni spreobrniti se. In ko so molili, je Bog vzel to zares, se ni hecal z mano. In to se mi zdi ena pomembna stvar, da kar prosim z vero, tudi če danes nimam vero v sebi. In veste, da sem se potem spreobrnil in da je potem življenje bilo poln preobrat. Danes se sprašujem res po 20 letih, ki bi bil. Se ne predstavljam. Ampak Bog ima načrte z nami. In sveti duh bo deloval samo, če pridem do njega. Imate možnost. Torej, leta 67, ste bi že vsi takrat rojeni, jaz ne še. Torej, takrat so se v Ameriki ta skupina mladih, se da to veste, spraševali, zakaj sveti duh ne deluje več v cerkvi, zakaj ni tako aktiven, kot je bil takrat v prvi cerkvi. Zanimivo, da so se spraševali, zakaj ni viden sveti duh v cerkvi. In to skupina mladih. Mi vemo, da so v tem vikendu klicali sveta duha, čeprav vedno so niti predstavljali, kaj je to sveti duh, ampak so klicali sveta duha. In vemo, da takrat se je razlil na njih in so odkrili in so potem nastala ta karizmatična prenova. Torej, že kar nekaj časa je to aktivno. Pa je isto, kot je bilo v prvi cerkvi, če berete apostolska dela prvih 12 poglavij. Ravno o tem piše. O novi cerkvi, o delovanju svetega duha. In se to udejanja tudi danes. Ta sveti duh je popolnoma identičen, kot je bil pred 2000 let. In včeraj, in jutri bo. Spet, duhovniki ne smo vedno na tapetu, ko mislimo, da ko prijemo v župnijo, da treba prvo na zunaj se urediti. In potem, če bo še kaj časa, bomo začeli pa še malček pomoliti, pa kak sakrament podeliti. Vemo za duhovnika, ko je skupina mladih spet laikov prosilo župnika, če bi lahko imeli molitveno skupino pri njemu. In vse duhovniki morajo biti vedno odprti za vse skupine, za vse dejavnosti, vse aktivnosti, ki so v župniki, treba biti odprti. In vse ta duhovnik je tu dovolil, ni se pa udeleževal te skupine, ki si mu zdelo zguba časa. Raje šel v pisarni, pisal tam oznanila, pa kaj druga, ali pa prav kakšen časopis. Ampak spet so se ti laiki spraševali, zakaj je duhovnik in prišel sem, zakaj duhovnik ne sodeluje z njim. In so imeli toliko moči, da so šli do njega in se vprašali, ali bi lahko prišel k nam v našo skupino in bi moral skupaj z nami. In seveda on je ogovarjal, razumljivo. In potem, ko so prosili, če bi molili za njega, da bi prijel to izlitje, spet je ogovarjal. Duhovniki imamo še en zakrament več kot vi laiki. In ne morete vi laiki moliti za nas. Mi smo malo več kot vi. Ampak, poglejte, ravno laiki so bili tisti, ki so molili za tega duhovnika. Laiki, to ste vi. In se je spreobrnil.
so stvari, ki so možne tudi preko vas, da vi pomagate nam duhovnikom. Ne s silo, ne s poniževanjem, ampak z molitvijo. Ta Sveti Duh, ki ste ga vi prijeli pri krstu, ste ga tudi jaz prijel, kljub temu, da sem duhovnik. In so še duhovniki, rečemo tudi taki, je še tukaj v Sloveniji, ta iz Stari trg priložil, sedaj že premeščen. Poznate? Poznate? Se ne gospiče. Tak majhen, veš. On je prav tako jo. Podobna zgodba. Ampak on je bil pa še bolj zanimiv. Tudi tam so imeli v Starem trgu priložil seminar. Seveda se je udeleževal, verjetno je skozi kakšno šprajno sem gledal, kaj se dogaja v cerkvi s temi ljudmi, so normalni, ploske in vse skupaj. Ampak, ko je 7 tednov potekalo, ko je bo konec vsega, pravi, da zadnji dan, ko so imeli zlitje, ko so spet že pospravljali vse pecivo, je prišel skozi vrata in je rekel tem ženam, 5 ali 6 žen je bilo tam, a bi molile za mne. Torej, ene gospodine, ki bi lahko rekel, tisti karizmatiki divi, ki so bili prej, ki bi molili za njega, da bi se sprevrnil, ni jih vprašal, ampak te gospe je vprašal, a bi molile za mne. In seveda so bili vse prestrašeni, ampak so molile. In kaj se je zgodilo? Je ta duhovnik ozdravil na duši, telesu in duhu. Na vseh 3 področjih. Torej, prej je hodil vedno vsak teden v Ljubljano, v klinični center, z zdravnikom od sobe do sobe, ne? In od tistega dneva je vse to zginilo. V župniji je začel potem. Je pustil gradbena dela. Pustil je, mešalci dal na stran. Vse je prodal verjetno in dal lajkom, ne? In je gotovo, da lajki lahko to počnejo v cerkvi. Ne duhovni, lajki obnavljajo cerkve. In kaj je začel? Pred najsvetejšimi. In je ustanovil molitveno skupino, ki je zelo močna. Ne vem, koliko zakonskih razne molitvene skupine. Od tistega dneva naprej. To je bil duhovnik. Samo teh par žena so molili za njega. Tukaj vidimo, da je tukaj veliko primerov, ki bi jih lahko še govorili. Torej, bom kar tukaj, je ena gospa z mano, bo kar ona malo pričevati, da bo samo mene poslušati. Bomo prej zmolili. Zdrava Marija, moje pričevanje sigurno ne bo to bogato, kot je očupnik, da ne boste pričakovali. Rad sem pa Simona in prihajam iz župnije Spodnje Idrija. Drugače, jaz osebno izhajam iz verne družine, sta me oba starša vzhajala od začetka do konca. In tudi v bistvu sem brezko ustrajala v tem, tudi ko sem v bistvu kar zelo zgodaj izgubila očeta. Nisem nekako padla, ampak sem ustrajala in je bila nekako ta vera še bolj tista, ko mi je dajala moč, da sem pač, ker sem bila še v osnovni šoli, da sem pač dala vse to skozi. Tako da sem v bistvu res zelo hvaležna staršama, ki sta me vodila po tej poti in seveda tudi očetu, ker vem, da moli za mene. Tako da o sami prenovi pa sem jaz v bistvu prvi slišala nekako 12 let nazaj, ko nas je v naši župniji v Spodnji Idriji obiskal gospod Tone Kmet. Jaz sem še zdaj v bistvu tako pred sabo, ko je pač pridhal.
nekako takrat so bili to zame take bolj zelo slabe izkušnje in nisem nič kaj zelo pozitivnega odnesla od tistega srečanja. Bilo je samo eno srečanje, ni bil seminar, ampak je imel samo eno predavanje. In bila sem tako mlada in vse me je bilo brez zveze, takrat, kar je pač povedal, niti ne vem točno, kaj se je vse dogajalo, vem, da se bila neka ozdravljenja. In to je bilo v bistvu tisti prvi trenutek, ko sem se tam srečala, pa pač nisem se nekako v to uživila. Pol je bil pa sam seminar, ko smo ga imeli v naši župniji, je bilo pa pol leta 2010, ko ga je povadil gospod Igor Lovišček. In takrat je bil pa res ta seminar 7-tedenski. In seveda to je bilo pri nas v naši župniji vse nekaj novega in v bistvu ni bilo ne pevcev, pač nič ni bilo in tudi vsi župljani, ko smo bili, v bistvu mali bili tisti, ko so bili malo s tem seznanjeni, ostale za nas je bilo vse to nekaj novega prvič. In tudi ta slavilno v bistvu petje je vodila skupina iz Tolmina. In župnik seveda, ker je bilo konec svete maše, je povabil, da pač ostanemo na tem seminarju. In pač meni se je javljalo vse to, ali bi ostala, ali bi šla, ali bi ostala, ali bi šla. In pa se je nekako začelo, sem rekla, bom njih malo na začetku poslušala, pa bom pol ostala. Ampak nekako sem kar ostala na prvem srečanju do konca in sem pač poslušala in nisem šla domov. Ko je prišla naslednja sreda, je bilo spet, pač ne reč bi ostala, pa šla domov, ampak nekaj me je pač vleklo, da sem jaz kljub temu še ostajala in tudi na drugem srečanju. Bilo mi je pa meni osebno zelo pač to petje, slavljenje. Mislim, da je bilo to prvo srečanje, ko sem se jaz s tem, je to mene zelo pritegnilo in zaradi tega tudi, kar zdaj gledam za nazaj, vem, da sem zaradi tega tudi ostajala na vseh teh srečanjih do konca. Zmeraj se je pa pač porajalo, kaj bom pač čez od tega odnesla, če bom jaz hodila na ta srečanja. Ko pa je prišla pač sama molitev za izlitje Svetega Duha, je bila pa še večja dilema. Cerkev je bila kar zelo nabita polna in so pač hodili iz klopi. Nisem šla takoj v vrst, ker sem si pač mislila, a bi ali ne. In sem kar tako čakala malo bolj do konca, da sem pač rekla, no bom pa šla, če so že vsi nekako šli. In ko je župnik molil nad mano, sem seveda takoj počela v Svetem Duhu. Ta v bistvu opisati je to zelo nekaj težko, se to tudi mogoče sami veste. Nekako tla sem jaz sedla, ker sem padla in počivala, da bom takoj ostala, pa pač šla v klop, da slučajno ne bom me kdo videl. Ampak jaz nisem mogla ostati. Same noge in glava me je tišala k tlom in se v bistvu res nisem mogla in se pač mogla res prepustiti tistemu trenutku in pol sem ne ostala, ampak še danes mislim, ko pomislim na to, sem se res celo sem se tresla. Pač vem, da je bilo pač tukaj prišel Sveti Duh in da mi je dal pač moči za vse nadaljno naprej. In pol, ko je bilo pač konc tega srečanja, teh 7 tednov, pol sem hodila pač redno do konca, se je že prej gospod Igor po tudi župniku že rekel, da bi pač nadaljevali to srečanje, da se ni tu pač konec tega, da je seminarja, zdaj pa ni več druge stvari. In pol sem se pač nekako za Kristi se pogovarjali, da pač moramo mi to nadaljevati, ampak že samo v bistvu petje slavilne skupine ni bilo, niti nismo poznali ne pesmi, niti nič, kako to pač samo poteka. Župnik je nekako rekel, da pač bomo to začeli in da pač naj dobimo pevce, kar smo seveda pol še kar hitro tudi to zagrabili. In je pol nekako župnik je s kitaro, še eno gospa s flavta in pol smo se dobivali res skoraj vsak teden
da smo imeli pač vaje, za petje, učili smo se, CD-je smo poslušali, smo polno se v bistvu na ta način učili. Tako da od začetka bo to pač res zelo težko in tudi neke same molitve, spontane, vmes pač tega, to res ni od nas nič šlo, tako da bi kdaj župnik nas se malo pohraja, pa bi malo hud, pa nam je v bistvu pa dal tudi malo vrtce, uredne nas je, da smo dobili malo novega zagona, pa kljub temu, ustrajamo še danes. Tako da meni osebno te molitvena srečanja, ko jih imamo, ne glede, a je župnik zraven ali ga ni, ali nas je 20 ali več, ali smo samo 6 skupin, se res človeka, da nas je mejno vprašaš, pač je to smiselno, ker pač pol ni niti petje, ne vem, tako močno, ampak na koncu pa vidiš, da vse to ima smisel, ker pač Jezus nas vedno posluša, ne glede, a pač poje eden, ali poje pač malo mim, ali jih je več skupin. In tudi s tem, da pač mi Jezusa lahko gledamo, ker nekako imamo skoraj zmeri izpostavljeno najsvetejše, da pač on gleda nas, pa mi gledamo njega, se lahko pogovarjamo in sam ta stik z Jezusom meni osebno zelo veliko pomeni. Sama skupina in slavljenje je meni osebno dalo zelo veliko samozavesti, da pač tudi verujem vase, da sem zmožna nekaj narediti, ker si marsikdaj nisem mislila, da bom pač sploh sposobna, da bom nekaj delala in da se pač tudi nekateri stvari ne podcenjujem, ker pač res misliš, da nisi zmožen kakšne stvari kdaj narediti, pa v srcu že imaš nek talent, da ta stvar lahko speleš do konca. In tudi jaz si veliko krat pač prepel, ali to doma ali v avtu in v bistvu na ta način slavim Jezusa. In tudi kadar se slabo voljem, je res, da je to veliko moči in pač Jezusova res navzočnost me vedno sprejema, ne glede na moje napake, ne glede kakšna sem, mi pač daje veselje, upanje in mi tudi vrača to ljubezen, verjetno dosti večjo, kot mu je jaz dajem. Velikokrat, mislim, moja naloga pa je, da tudi jaz vračam pač to ljubezen Jezusu. Vedno pa pač moramo Jezusa sprejemati, ga moram sprejemati z odprtimi rokami in mi daje to, kar jaz rabim, ne kar si jaz želim, ampak mi vedno daje to, kar jaz rabim za življenje. Hvala ti, Jezus. Torej, posledice izlitja Svetega Duha ali pa pogoji, piše tukaj, pogoji, ki bi bili, da je nekdo krščen v Svetem Duhu. Mislim, da ena zelo pomembnih stvari je prav spreobrnenje. Spreobrnenje. Torej, to, kar sem že prej povedal, da sem rekel, da bi se rad spreobrnil, ampak nisem vedel, kaj to pomeni se spreobrniti. Da res bi v sredo, v torek, ko bo tukaj izlitje, naslednji torek, ko boste prihajali sem pred duhovnike, da bi prav to prosil za moje spreobrnenje, moje osebne. Velikokrat je, da se spreobrne moj mož, moj otrok, stara mama, tašča, nekaj še vse. Jaz, to je pogoj, obvezen, če niti ne prihajate na svet. To bi res prosil. Si mi zdi zelo pomembna stvar, moje osebno spreobrnenje.
ko se bom jaz preobrnil, ko bom jaz doživel to izlitje Svetega Duha, se bodo tudi ostali spreobračali preko mene. Koliko spet velikokrat prav Igor je govoril, ko si je vedno jezil na župljane, da ne hodijo vse ti maši, da ne hodijo vse ti spovedi, da vse opuščijo krščansko, ne. Vem, da si tudi na ministrante jezil, pa so bili pridni, ampak je vse motilo. Vsi so bili drugi krivi, samo on ne. Ampak ravno takrat, ko se je spreobrnil, ko je živel to milino Boga, je začel prihajati v cerkev. So ljudje začeli prihajati v cerkev. Izpostavil najsvetejše, ljudje so prihajali sem. Pridige so bile čisto drugačne kot prej. Vedno je imel natipkano, še zdaj se spomnim, natipkana pridiga, 3 liste je imel, A4 format in je samo tako. In potem samo še veril Boga očeta. In ni bilo duha, ni bilo življenja. Ampak, ko se je spreobrnil, ko je živel to spreobrnenje v Svetem Duhu, veste, ko samo tak listek, a se spomnite. In ta listek je obračal in obračal in obračal. In to je bilo se. In je govoril ure in ure. Ljudje so začeli prihajati v cerkev. Župnija začela živeti, ker se je on spreobrnil. On je postal drugačen. In veste sami, zato bi vas res prosil, da v torek boste prosili za osebno spreobrnenje. Moje osebno spreobrnenje. In da to spreobrnenje je ena zelo kar pomembna stvar, da dobim drugačen odnos do Kristusa. Ko se človek spreobrne, gleda na Jezusa drugače kot prej. Na Euharistijo čisto drugače. Koliko ljudi je, ki mi govorijo, prej sem moral prihajati, sem ti imaš tudi jaz. Sem že tisti, ko sem pričakoval, da bo nedelja, spet nedelja, spet hvaš. Ampak ko se človek spreobrne, tudi med tednom prihaja k sveti maši. Mu ni težko biti tiste pol ure v cerkvi, od 24 ur. In so tudi vse stvari opravljene potem doma. Ali pa nekje imajo izpostavljeno najsvetejšo, 1 uro ali več. V cerkvi je in prije domov in so vse stvari opravljene. Kako pomembna je Euharistija, tudi prijemom Hajima, ker čisto drugače podoživljati ljudje. Marsikdo, ko pride k obhilju, že razmišlja, čakaj, a sem hasno plen, a je kuhana že juha. Ne, sem tukaj v cerkvi, sem z Gospodom. Ampak tu je za Euharistijo pojmo. Potem, ko se človek spreobrne, mu ni težko, je sveti spoved. Takoj, ko naredi greh sveti spoved. Ne da čaka še velikonočno pa adventno sveto spoved. Pa se že naloži novi grehi. In čisto rač odnos do zakramenta ali pa do branja Božje besede. Vedno je to neko, ampak takoj se čuti človek, če je v duhu ali ne. To je prvo podsetiral, kakšen Bog je to, ki samo klanja si to. Ampak če v duhu bereš sveto pismo, boš razumel, kaj je hotel Bog s tem sporočiti nam. Tu so 3 stvari osnovne. Euharistija, maša, sveto pismo in nazadnje trožni venec. Ko reče, ja, eno nisto. Je eno nisto, Zdrava Marija se ponavlja. Ampak v duhu moliti je ravno čisto drugače kot tiste, ker mora. Tu si popolnoma čuti v sebi, kako sem pred Gospodom. In to je to moje osebno spreobrnenje. In nazadnje potem vplivam tudi na moje bližnje. Vem za primer doma v Vrbih, žena je bila verna, tradicionalno seveda, mož, seveda bil cerkveno poročen, ampak je videl cerkev samo od zunaj. Ampak spet je šel v preljem monjak, doživel spreobrnenje
on začel spreobračati celotno družino, pa so bili vsi verni prej, tradicionalno. In je potem šel študirati tudi katechetsko šolo. In zdaj čudovit mož, aktiven župnik, ker se je spreobrnil. Če je danes spet, se bo človek vpraša, kaj bi bilo z njim. Tudi bi res prosil, v torek, ko boste tukaj sem, pred duhovnike, je prošnja, spreobrni me, Gospod. Ampak je treba to želeti in verjeti. Ampak to 100%, ne samo spreobrni me v odnosu do Boga ali pa do moža, vse ostalo pusti, mi všeč. Ne, 100% ali pa nič. A boste prosili 100% ali samo 98%? Bom spet imel statistiko mobil kljubce, vredo. Če sem odgovoren, za to moram imeti vse po predalčkami. Ampak res preobrnenje. Druga stvar, ki je tudi zelo pomembna pri molitvi oziroma pri delovanju vse duha, so grehi, verjetno ste imeli že tudi govor o tem. Ampak bi še enkrat vas res osvežil. Veliko krat res ovira, prav naši grehi ovirajo, da Sveti Duh ne deluje v nas. In zdaj pred kratkim bilo na Siolu je imel komentar oziroma intervju egzorcist Veternik. In prav to razlaga, kako hudič deluje na nas. In je prav dal 5 točk, ki se mi res zelo pomembne. Kako hudič greh deluje na nas. Kot prva stvar je to, da so ranjene naše družinsko delo je ranjeno. Ko je eno stvar, ki smo jo podedovali, ki se jo v naši rodbini dogaja že vrsto let, se tudi meni dogaja. In sem dejansko res nesvoboden. In ne morem se tega osvoboditi in vedno padem v te stvari. Ker so moji predniki te stvari hote ali ne hote stvari. Potem druga stvar so te notranje rane, ki jih imam. Iz otroških let, iz srednjih let, ali pa danes, če me kdo prizadane. In vsakeč, ko nekdo spregovori o tem, se vedno me zaboli in se zaprem. Potem so te moji osebni grehi, ki jih delam vsak dan. Potem je okultizem in zadnja stvar je oddaljenost od Boga. To so 5 točke, ki je Veternik omenil. In verjetno se vsak izmed nas najde. Kolikokrat hote ali ne hote zapademo v kakšne stvari, ki nam ponuja svet. Vedno ta preprosta joga, telovadba, dihanje. Ja, koristi telovadba, jaz sem vedno za telovadbo. Ampak kam pelje ta telovadba? Ali pa spet te horoskopi, to verjetno ste že imeli vsi to debato. Ampak okultizem je res ena velika ovira, da Sveti Duh ne deluje v nas. Potem ne radi govorimo prav o nečistovanju, o poželjivosti, po telesu. Kolikokrat zapadamo v to in mislimo na te stvari. Ali pa to izva zakonsko življenje. Tukaj ne more delovati Sveti Duh. Tukaj je popolnoma pregrada. In najbolj me to moti, ko ljudje prihajajo vse te spovedi, povejo vse druge grehe, samo ta greh ne pove, da živi izva zakonsko življenje. Ampak tem ljudem je ta spoved neveljavna. Tukaj me zanorca mene in Boga. Tukaj ne more delovati Sveti Duh. Potem je tudi to neodpuščanje, oziroma ko se neprestano kregam z mojim bližnjim. Ko odpre usto je narobe, če je tiho je narobe. Tudi to vpliva. In delam res eno pregrado Svetemu Duhu.
Zato bi res prosil, v tem tednu imate dovolj časa, duhovniku to vedno pravijo. Duhovniki dopoldne nimo kaj početi, popoldne itak nimo nič, večer pa samo spimo. Tako da bi prosil, duhovnik je tukaj kar nekaj v Kopru. In premislite vaše življenje, vaše grehe, slabosti in poišče duhovnika in povejte mi. Tudi če bi rekel, to ni greh, jaz to vem in sem potem naredil svoje. Bo že potem Bog deloval. Tukaj bi res prosil, en teden časa imate. Še ni predaleč, kako je tudi Gospodnji Idrijo, ampak se ven nas plača. Potem je pa to zanimivo, torej sadove, ki jih mi prejmemo. Si vi predstavljate, da dobimo sadove pri izlitju Svetega Duha. Torej vsak se veseli, jaz se že veselim, oziroma sem že nadelil probo doma češnji. Si veselim, da reno brdenih. To so sadovi, ki si jih celo leto čakamo, da potem jih poberamo in zaužimo. In isto velja tudi pri delovanju Svetega Duha. Sem prav vzel knjigo, oziroma sem skopiral od Manjakala, samo kazal, koliko sadov. 7 karizem v pismu Rimljanom, potem 5 karizem iz pisma Efežanom in 9 karizem iz prvega pisma Korinčanom. To je? Koliko? Niste poslušali? 21. Torej, 21 karizem bomo lahko prijeli v torek. Mislim, kako delamo to. Ko človek dobi eno karizmo, mora potem s to karizmo delovati, biti aktiven. Naprimer, prerokovanje, dar jezikov, govorjenje v tujih jezikih, govorjenje in razlaganje, beseda vedenja, beseda modrosti, razločevanje duhov, dar vere, dar ozdravljenja in čudežev, dar videnja, sanj in egzorcizma. Toliko stvari, po katerih Bog res deluje in nam jih daje. Zakaj? Zato, da gradimo občestvo, da gradimo cerkev. Samo zato. In po eni strani se mi zdi tudi nepošteno, ko nekdo prejme en dar, eno karizmo, da je to ne unovči. Da ne reče, jaz imam dar, razlaga Božje besede in pride in pove, kot je bilo prej, ko ste mi prišla sam prebrati Sveto pismo. Mene je vedno jezil Igor, ker mi je bilo sram določenih karizem. In je rekel, če ne boš to karizmo z njo deloval, ti jo bo Bog vzel. Eno mi je vzel. In zdaj si je zimno Boga, ne? Ampak res, Bog nam daje karizme za to, da gradimo občestvo. Še zadnji stavek bom prebral, ker sem pa zgubil list. Zadnji stavek se glasi, ne bojte se krsta v Svetem Duhu. Ampak pridite, prosite in verjamem, da Bog po Svetem Duhu bo deloval. In potem se že veselim, kako boste v sredo, že dopoldne, šli po ulicah in oznanjali, pričevali. Gospod je res ostal, Gospod živi, Gospod je z nami. In tudi to mora dati v statistiko. Tako da boste čim več potem v sredo bo pričevali tukaj po Kopru oziroma po obali. Torej, hvala in veliko Božjega blagoslova. Lahko ostanete.
odstrani vse rane, vso mojo nesprijetost, vso mojo žalost in daj mi ljubezen, tisto, ki nisem bil deležen od svojih staršev, od svojih bližnjih, od svojih domačih. Jezus, osvobodi me vseh teh hran, ki sem jih doživljal v otroštvu, vsa ponižanja v šoli, med sošolci, prijatelji, brati in sestre, starimi starši, starši. Osvobodi me vse tega, kar so mi storili učitelji, duhovniki. Jezus, obnovi nedolžnost, za katero sem bil zlorabljen, poniževan. Jezus, oddravi mi vseh odnosov z možem in ženo, vse nesoglasje, vso nezvestobo, vsa prekletstva. Jezus, ozdravi me in osvobodi me. Sedaj je to trenutek in vžgi svoje ljubezen. Daj mi svobodo, daj mi veselje, daj mi dar molitve, dar vere. Pridi, Gospod, v moje srce in odstrani vse, kar mi ovira k poti k Tebi, k poti k svetosti. Pridi, Gospod, Sveti Duh. Gospod, z vami in s tvojim duhom. Naj vas, vse vaše domače, blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.